zdi se mi, no, da mogoče sem prekritičen, da stopicamo na mesto. Glede korporativnega upravljanja Slovenija nima srečne roke in to je eden od tistih razlogov, ker vidim, da ni napredka, da sem zelo zadržan do tega, da bi se posebej trudili, da ostane lastništvo v državnih rokah, ker očitno zanj zdajle ta hip in se zdi tudi v kratki prihodnosti nismo sposobni najti dobrega gospodarja, ki bi to opravljal z zavestnostjo gospodarja, ki sicer skrbi za zasebno lastnino. Zato mi je iskreno žal, ker vem, da smo se tudi v času, ko sem vodil vlado, trudili, uvedli smo KAS, recimo nekadrovsko akreditacijski svet, da bi se izognili političnemu kadriranju, uvedli smo agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, da bi se izognili vpletanju v politike, v strateške odločitve in vendar moramo ugotoviti, da na koncu tako ali drugače politika zleze v poslu z temi odločitvami in da to v osnovi ni dobro. In tudi zato so med tistimi, ki menijo, da če in kolikor se bomo enkrat skozi čas vendarle navadili biti dobri kapitalski upravljavci državnih naložb, morda te lahko s časoma tudi kupimo, ne? To, da do tedaj, dokler to ne bomo znali delati, očitno nam to ne gre od rok, je bolje, da raje kot krpamo državne luknje, bančne in druge, torej raje za primerno odkupnino državno premoženje prodamo, ker bojo z njim drugi bolje delali, mi bomo imeli delovna mesta, gospodarsko rast in vse, kar sodi zraven.